javne praznike, kot so Svetovni dan zemlje, Svetovni dan človekovih pravic, Svetovni dan vode ali voda, Svetovni dan boja proti raku, Svetovni dan duševnega zdravja, Svetovni dan hrane, Svetovni dan zdravja, Svetovni dan AIDS-a, Svetovni dan beguncev, Svetovni dan brez tobaka, mednarodni spomin na holokavst. Vsi ti hinavski in prazni prazniki izhajajo iz tajne zaveze, ki je danes jaz tukaj pred vami ne bi smel izreči, še manj prebrati. Zato predlagam, dokler sem še tukaj med vami in sem sposoben brati in kaj prebrati, da se poglobimo v vsebino in sporočilo. Ta so posvečena diskurzu, ki je namenjen jezuitom, visokim prostozidarjem, Kolumbovim visokim vitezem, Luciferjevim in drugim tajnim družbam, ki so enovito prisegli in še prisegajo na to krvavo politično prisego. Tudi naši slovenski politiki, ki trdovratno in pokorno izvajajo genocid v imenu javnega zdravja v Sloveniji. Nikakor pa ni vsebina tega sporočila bila namenjena nam, ki ga bomo sedaj prebrali in slišali. A kar je že tukaj, izkoristimo to priložnost in se seznanimo z grozodejstvi satanizma, sarkazma, hudobije, genocida, democida in naklepnega holokausta tistih, ki so to zapisali. Tako pravijo. Ta tajna zaveza oriše veliko iluzijo, ki je tako velika, da se preprosto izmuzne logičnemu dojemanju ljudi. Tisti, ki jih uspejo zaznati, bodo, če jo omenijo ali izgovorijo ali preberejo, verjetno veljali za norce. Strategija vključuje ustvarjanje ločenih front z namenom, da bi prikrili povezavo med frakcijami in ohranili iluzijo, da nismo med seboj povezani. Poglavitni cilj je doseči cilje postopoma, korak za korakom, da se prepreči vzbujanje suma. Ta pristop zagotavlja tudi, da spremembe ostanejo neopažene, ko se pojavijo. Manipulatorji si prizadevajo, da bi vedno stali nad relativnim poljem izkušnje ciljnih posameznikov in uporabili skrivnosti absolutnega. Sodelovanje je pod skrito, udeleženci pa so vezani na kri in tajnost. Posledica izražanja mnenj je smrt, ki poudarja potrebo po absolutni zvestobi. Načrtujejo, da bo življenjska doba tistih, s katerimi manipulirajo, kratka in njihov šibek. Strategija vključuje hlinjenje dejanj, ki so v nasprotju z njihovimi resničnimi nameni, z uporabo subtilnih aplikacij znanosti in tehnologije. Kovine, pospeševalniki staranja in sedativi bodo vneseni v hrano, vodo in zrak, da bi vplivali na prebivalstvo. Zastrupitev bo zelo razširjena in bo prizadela posameznike na vsakem koraku. Mehke kovine bodo povzročile duševno poslabšanje ljudi, obljube o zdravilih pa bodo povzročile le še več strupov. Strupi bodo strateško skriti v vsem, kar obdaja ciljne posameznike, vključno s tem, kaj pijejo, jejo, v čem uživajo in kaj nosijo. Iznajdljivost je ključnega pomena pri izdaji teh strupov ob upoštevanju budnosti prebivalstva. Manipulatorji bodo reklamirali in učili, da so strupi koristni, na načine z zabavnimi podobami in glasbenimi toni, s katerimi bodo ustvarjali lažno pozitivno družbo s pomočjo digitalnih naprav. Za promocijo teh virtualnih strupov bodo vključene vplivne osebnosti, ki bodo vključene v filme za normalizacijo njihove rabe. Tudi ob porodu se manipulacija nadaljuje s cepilnimi strupi, ki se pod krinko varnosti in pomoči brez slabe vesti vbrizgajo v kri novorojenčkov. Splošni cilj je zgodaj ciljati na otroke in manipulirati s tem, kar imajo najraje. To so sladke stvari, da se zagotovi manipulacija in ohranitev agende. Zdaj se sliši, nič zato, če je kamera šla. Zdaj me člani opozarjajo, pardon. Ko bodo njihovi zobje propadli,
bomo posredovali tako, da jih bomo napolnili s kovinami, kar bo na koncu povzročilo kognitivni upad in jih oropalo njihove prihodnosti. Da bi zamišljali njihovo sposobnost učenja, bomo na to uvedli zdravila, ki ne le poslabšajo njihovo stanje, ampak vodijo tudi do dodatnih bolezni. To bo utrlo pot za ustvarjanje več zdravil, ki bodo postala glavno orodje pred našo močjo. Ko bodo postali depresivni, počasni in debeli ter iskali našo pomoč, se bomo odzvali tako, da jim bomo dali še več strupa. Osredotočili se bomo na denar in materialne dobrine, s čimer bomo zagotovili, da bodo ostali ločeni od svojega notranjega jaza, raztreseni od oglaševanja, nečistovanja, od zunanjih užitkov in iger, ter nikoli ne bodo dosegli enosti s seboj in okolico. Njihov bo pod našim nadzorom in nedvomno bodo sledili našim ukazom. Če se bo pojavil odpor, bomo v njihova življenja vpeljali obstoječo tehnologijo, ki spreminja pri čemer bomo strah uporabili kot močno orožje. Z našim ustanavljanjem njihovih demokratičnih vlad in z ustanavljanjem notranjih opozicij bomo manipulirali z obema stranema, hkrati pa prikrili naš pravi cilj. Delali in trudili se bodo za nas, naše družine pa bodo ostale ločene in bodo zagotovile čistost naših krvnih linij. Manipulirali jih bomo, da se obrnejo drug proti drugemu, zaradi česar se bodo ubijali v skladu z našimi muhami. Dogma in religija jih bosta ločili od enosti, kar nam bo omogočilo, da bomo nadzorovali vse vidike njihovega življenja. Narekovali bomo njihove misli in jih subtilno vodili ter jim dovolili, da verjamejo v lastno svobodo. Če bomo delovali anonimno prek naših frakcij, bomo ugasnili vsako nastajajočo svetlobo med njimi in posmehom ali smrtjo, kot nam ustreza. Med njimi bomo podžigali sovraštvo in jezo ter jim popolnoma povezali. Ne bodo se zavedali dejstva, da bomo iz njihovih konfliktov izšli kot vladarji. V njihovih samouničevalnih dejanjih, raztrganju drug drugega in celo škodovanju lastnim otrokom, bo sovraštvo naš zaveznik. Dokler se nam bo zdelo primerno, bodo zaposleni z ubijanjem drug drugega, kopanjem v lastni krvi in odstranjevanjem sosedov. Skozi njihove vojne in smrti bomo še naprej uspevali, seveda skriti v senci, saj nas ne morejo videti, mi pa bomo uživalci njihovega uničenja. Naš program bo vedno znova ohranjan, dokler ne bo dosežen naš končni cilj. Strategija vključuje vzbujanje strahu in jeze v njih s podobami in zvoki, pri čemer se uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva, ki jih zagotavlja njihovo delo. Ta orodja bodo služila, da bodo sovražili sebe in svoje sosede, ter zagotovili, da se ne bodo zavedali božanske resnice, da smo vsi eno. Nikoli, ampak nikoli ne smejo izvedeti, da je vse to iluzija in neutrudno si bomo prizadevali, da bodo verjeli, da nam niso enaki in napredovali bomo po kapljicah proti našemu cilju. Načrt vključuje predvsem nadzor nad njihovo zemljo, nadzor nad njihovimi viri in bogastvom, za končno izvedbo popolne prevlade. Prevara bo uporabljena tako, da bodo z veseljem sprejeli zakone, ki jim bodo eden za drugim malo po malo odvzemali svobodo, ki jo imajo. Vzpostavljen bo monetarni sistem, ki jih bo zapiral v nenehne kredite in dolgove, ki se bodo razširili tudi na njihove otroke. Ko se bodo poskušali združiti, jih bomo obtožili zločinov in manipulirali s prepovedjo prek našega nadzora nad vsemi mediji. Ustaja proti nam se bo izkazala za nesmiselno, saj jih bomo brez milosti zdrobili in razorožili, ter celo rekrutirali nekaj njihovih otrok, da bomo uresničili naše načrte. Ti njihovi otroci, naši novinci, bodo označeni kot
politični posvečenci in bodo indoktrinirani z napačnimi prepričanji o pravici do prehoda v višje sfere. Ker bodo verjeli, da so z nami eno, se ne smejo nikoli naučiti resnice, saj bi jih to obrnilo proti nam. Kljub njihovim prizadevanjem ne bodo nikoli dosegli naše nesmrtnosti ali se nam pridružili v svetlobi, da bi potovali po zvezdah in dosegli višja kraljestva. Ubijanje znotraj svoje vrste bo preprečilo prehod v kraljestvo razsvetljenja in v resnico, ki je skrbno skrita, dokler ne bo prepozno. Iluzija svobode, ki smo jo natančno ustvarili, bo tako vabljiva in tako očarljiva, da se ne bodo zavedali dejstva, da so naši politični sužnji. Ko bodo vsi elementi na svojem mestu, bo realnost, ki smo jo oblikovali zanje, uveljavila naše lastništvo nad njimi. Ta resničnost bo postala njihov zapor in živeli bodo v iluziji vladanja. In ko bo naš cilj dosežen, se bo začelo novo obdobje gospodstva. Njihov bo tesno povezan s prepričanji, ki smo jim jih vcepili skozi čas, skozi generacije in skozi spominska ter lažna praznična obeležja. Če pa bodo slučajno odkrili, da so nam enaki, jih bomo odstranili. Ta resnica se ne sme nikoli oznaniti, nikoli ne sme postati znana. Če bodo kdaj spoznali, da so nam enaki in da nas lahko premagajo, bomo nemudoma ukrepali. To razodetje je treba preprečiti za vsako ceno, kajti če bodo izvedeli, kaj smo jim storili, ne bomo imeli prostora za tek in ne bomo se mogli nikamor skriti. Ni težko videti, kdo smo, ko tačica pade. Naša dejanja bodo razkrila našo identiteto in nas bodo lovila, ne da bi nam kdorkoli nudil zatočišče. To je skrivna zaveza, po kateri bomo živeli do konca sedanjega in prihodnjega življenja. Ta resničnost se bo razširila med mnogo generacij in življenjskih dob, zapečatenih z našo krvjo, s krvjo padlih angelov, ki so se spustili iz nebes na zemljo. Nikoli in nikoli ne sme biti znano, da ta zaveza obstaja. Nikoli ne sme biti zapisana in nikoli se o njej ne sme govoriti, kajti zavest o njenem obstoju bi nad nas sprožila bes primarnega stvarnika. Vrženi bi bili v globine, od koder smo prišli in tam ostali do konca časov, do neskončnosti, saj v breznu lahko preživimo 1000 let, ker smo utelešenje čistega zla. Bolje, da ne veste.